prijatelji. Odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih ubudi. Komu najpred veselo zdravljico bratje čmo zapet? Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov slovenske matere. Sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava naj k nam nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čas, ko pred, spet naše boste last. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti hrup. Ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da, kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Spoštovani gostje, dragi nastopajoči, prisrčno vas pozdravljamo na večeru rodoljubno-domoljubnih pesmi, ki ga območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica in Društvo veteranov Sever, Severne Primorske, že kar tradicionalno organizirata ob koncu leta. Veseli smo, da se je na vabilo k sodelovanju odzvalo kar 6 pevskih skupin in 2 harmonikaša. Skupaj smo pripravili pester in zanimiv program, saj si želimo, da bi iz tega kulturnega hrama domov odnesli prijetne občutke in obilo nepozabnih spominov. Najprej pa mi dovolite, da med nami še posebej pozdravim predstavnika obeh organizatorjev, predsednika Združenja Veteran, gospoda Srečka Lisjaka, in predsednika Društva Sever, gospoda Angela Vidmarja, predstavnika 6. teritorialnega polka Ajševica, Damjana Antončiča in podžupana občine Renče Vogrsko, Marka Švaro. Najprej bi prosila podžupana za pozdravno besedo. Prosim. Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, spoštovani predstavniki območnega združenja Veteran Nova Gorica, gospod predsednik Srečko Lisjak, spoštovani predsednik združenja Sever, gospod Angel Vidmar, drage občanke in občani, cenjeni gosti. Nocoj nas je v Bukovici zbrala pesem, a v resnici nas je zbral spomin in spoštovanje. To ni le večer rodoljubno-domoljubnih pesmi, temveč tudi poklon vašemu pogumu in odgovornosti. V času, ko se je odločilo o prihodnosti naše države. Pred več kot 30 leti ste vi in vaši soborci stopili v bran samostojne Slovenije. Nekateri v uniformi na terenu, drugi v zaledju, v logistiki, pri oskrbi, ob informacijah in podpori. V tem boju za uresničitev naše vizije pa nikoli ne smemo pozabiti cene svobode. Zato se s hvaležnostjo in spoštovanjem spominjamo vseh, ki so v vojni za Slovenijo darovali svoje življenje ali zdravje za našo domovino.
Naj bo njihova žrtev naša večna zaveza, da bomo ustrajali in varovali to, kar smo tako težko pridobili. Vsi skupaj pa ste prispevali, da danes živimo v mirni, svobodni državi. Zato se vam kot podžupan občine Renče Vogrsko iskreno zahvaljujem. Hkrati pa bi se vam rad zahvalil tudi za delo, ki ga opravljate danes. Vaše združenje ne živi samo od spominov, z dogodki, kot je ta večer, z obeleževanji, sodelovanjem s šolami in lokalno skupnostjo skrbite, da zgodba nastanku naše države ne zbledi in ne postane le par vrstic v učbenikih. Mladim ne ponujete praznega patosa, ampak resnične izkušnje in osebne zgodbe. Naša občina leži ob meji na prostoru, kjer je bila zgodovina pogosto zahtevna. Prav zato vaš prispevek toliko bolj cenimo. Dokazali ste, da je mogoče na tej meji živeti varno, odprto in dostojanstveno. Na nas, ki prihajamo za vami, pa je odgovornost, da mir, ki ste ga pomagali ustvariti, skrbno varujemo. Slovenci smo se skozi zgodovino pogosto naslanjali na jezik in pesem. Danes imamo jezik, pesem in svojo državo in prav je, da se tega zavedamo. Čas osamosvajanja je slovenski skupni čas in upam, da bodo prihodnje domoljubne teme še bolj povezovale in manj delite. Pesmi, ki jih bomo slišali nocoj, niso samo melodije, ampak del naše skupne identitete. Spoštovane veteranke, veterani, v imenu občine Renče Vogrsko se vam zahvaljujem za vaš pogum v času vojne za Slovenijo, za vztrajnost pri ohranjanju spomina na tisti čas in za vaš današnji zgled, ki mlajšim generacijam govori, da domoljubje pomeni odgovornost in povezovanje, ne sovraštva. Zahvala gre tudi organizatorjem nocojšnjega večera in vsem nastopajočim, ki ste s svojim trudom omogočili ta lep dogodek. Hvala vam za vašo službo domovini, hvala za vaš zgled in hvala, ker ste nocoj z nami. Želim vam prijeten večer in ponosen pozdrav vsem, posebej vam, veteranke in veterani. Naj živi samostojna Slovenija. Hvala podžupanu. Spoštovani, nocojšnji večer je namenjen praznovanju domoljubja, ki pomeni predvsem ljubezen do svoje domovine. Gre za občutek pripadnosti, spoštovanja in skrbi za državo, njene simbole, njen jezik, kulturo, ljudi in vrednote. Domoljubje se izkaže na različne načine. Mi ga bomo danes izrazili skozi tiste slovenske pesmi, ki so pesmi doma, pesmi naroda, pesmi srca. Najprej se bomo zazrli v prihodnost in se vprašali, ali bo naša slovenska pesem obstala. Takole pravi ta recitacija. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ko čas razpihal bo današnje dni. Ko svet bo večji, dom pa bolj skrivnosten in vsaka pot vodila bo v neznane smeri. Bo znal prisluhniti šepetu gora, ko jutro nad Triglavom staja in čutil mehki dih domačih polj, ki veter zgodbe prednikovim daje. Mu bo srce še zaigralo, ko strune citer zapojo domač napev, ko mati tiho ziblje se ob ognjišču in poje pesem, ki jo nekoč je Nono pel. Jaz verjamem, da, saj glej, pesem ta ne živi v besedi, temveč v duši, v toplini dlani, ki vnuka vodi naprej, v ljubezen, ki je nihče ne zruši. In dokler bomo peli mi, bo pel tudi on. Slovenske pesmi, pesmi doma, pesmi srca. Sedaj pa vam bo trio Veteran simbolično zapel pesem, ki jo je napisal in uglasbil Branko Jovanovič Vunjak Brendi. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Tisti, ki znate, pa seveda veselo zapojte z nami. Se včasih vprašam tako, le kaj se zgodi, da pesem domača se bolj poredko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zase
zasmeji. Za tega veje mojata, za te si leti. Potem se zaspini, tako da mnoge je sram. Teh pesmi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal vsaj enkrat sem skupaj na glas. V teh pesmih prelepih, v njih se skriva denar. Bo moj zvok še bil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin. Da bi ponosen bil od njega nono, le tega srcu si močno želim. Potem se zazdini, kakor da mnoge je sram. Teh pesmi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal vsaj enkrat sem skupaj na glas. V teh pesmih prelepih, v njih se skriva del nas. Bo moj zvok še bil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin. Da bi ponosen bil kot njega nono, le tega srcu si močno želim. Bo moj zvok še bil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin. Da bi ponosen bil kot njega nono, le tega srcu si močno želim. Le tega srcu si močno želim. No, zdaj pa še tista, ki sta jo že začela. Od tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav zgora. In sedaj spet vem, da je nekje še sreča, tam, kjer sem doma. Saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba. In poti povsod vodijo v gozdove, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in sanj, ki pa minejo kakor se. Morda kdaj pozabim nanj, ne pozabi ga srce. Saj tam, kjer sem doma,
Nocoj se nam bo najprej predstavila dramsko-pevska skupina Zarja. Ta čas, ko hodijo na oder, vam preberem, kaj so zapisali o svojem delovanju. Dramsko-pevska skupina Zarja pod okriljem Društva upokojencev Ajdovščina deluje že 20 let. Na pobudo takratne predsednice društva se je najprej ustanovila kot dramska skupina pod vodstvom Jožite Muzetič. Nekaj kasneje pa so se priključile tudi pevke. Vodenje je prevzela Marija Trčel. Takole rečejo, zljubile smo ljudske pesmi. To pa ne pomeni, da zanemarjajo ostale, prepevajo domoljubne, sakralne, zimzelene, partizanske. Skupina je v svojih 20 letih nastopala preko 500 krat v domovini in v različnih krajih po Evropi, Nemčiji, Belgiji, Italiji, Madžarski, Makedoniji, Hrvaški, Avstriji. Medgeneracijsko smo se povezali z učenci osnovne šole Šturje, Ajdovščino in podružnično šolo Lokavec. Imeli so veliko skupnih nastopov z igro, plesom in petjem. Do Ljubljane, Benečije in Izole jih je peljala pot sodelovanja in druženja. To druženje jim da veliko pozitivne energije in elana za svoje delo. Radi tudi popestrijo urice stanovalcem v domu starejših občanov, odzovajo se pa tudi na vsa vabila, ki jih ni malo v letu. Zborovodja skupine je Zora Gregorc. Nocoj nam zapojejo Pod čavnom visokim prebivam in Slovenija. Izvolite. Od pomurskih ravnin do triglavskih višin, od kozjaških gozdov do jadranskih valov. Najkamniti je kras, najprijazna bo vas, mi otoc smo doma, naša pesem igra. Velika in majhna, ljuba in naša, ljuba in naša Slovenija. Vse radosti, skrbi skupaj nosimo mi, če pa kdaj bo hudo, neustrašeni smo. Je na tujem težko, hrepenenje močno, iz vseh štirih vetrov nas prihajam domov. Velika in majhna, ljuba in naša, ljuba in naša Slovenija. Skupno delo in bris, krosni cvet, roke stisk, naša sreča, bridkost in prijateljstva most. Velika in majhna, ljuba in naša, ljuba in naša Slovenija.
gospod Srečko Lisjak, podeli tudi zahvalno listino za prvi nastop. Hvala lepa za nastop. Dan bo v lepem spominu in mislim, da bomo tudi dodali še lepo se dobro. Hvala lepa. Kaj vas lahko objavim? Seveda. Sedaj pa sledi nastop ženskega pevskega zbora Sanje. Zapisali so, da ženski pevski zbor Sanje deluje od leta 2013 v okviru kulturnega društva Sanje Nova Gorica. Zbor poje različne zvrsti pesmi, ki jih predstavlja na lastnih koncertih ali pa na drugih kulturnih dogodkih in prireditvah, tako doma kot v tujini. Zbor vodi Miroslav Poškvan. Zapele nam bodo Na tujih tleh in Ljubezen je v zraku. Izvolite.
prvo predsednik društva Sever, Angel Vidmar, podelil zahvalno listino za 3. nastop na našem večeru. Takole je nekoč dejal pesnik Igo Gruden svojemu vnuku. Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej? Vedi, zemlja ta je naša. Naši dedi spijo v njej. Zanjo bori se naprej. In o naši zemlji nam bodo sedaj pele članice kulturnega društva Ženski pevski zbor Rože, ki so o sebi takole zapisale. Ženski pevski zbor Rože nadaljuje pevsko poslanstvo ženskega pevskega zbora, ustanovljenega že leta 1986 v okviru društva upokojencev Nova Gorica. Leta 2006 se je zbor podal na samostojno pot in si nadel ime Rože, saj je v grbu našega mesta najlepša roža vrtnica. V zboru poje trenutno 26 pevk iz Nove Gorice in okolice. Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica sodeluje na obeh primorskih revijah in na prireditvah v občini in širše. Sam pa poleg zaključnega koncerta organizira tematska koncerta Rože za tvoj dan in Rože za Novo Gorico. Pevke nam bodo zapele Zemlja in ljudsko, pleničke je prala. Pride, je fantičko
občinski pevski zbor Rože prejmejo zahvalno listino za drugi nastop na naših večerih. Oj Božíme, oj Božíme, oj Božíme, tele dolince, oj Božíme, oj Božíme, tele dolince, oj Božíme. Ja, s harmonikašico
Vando Cej, sva vas s pesmijo Oj Božime popeljali v Benečijo. V tisti čas, ko so morali naši mladi fantje na fronti cesarju služiti in so se zelo težko poslovili od svojega doma in družine. Pesem Oj Božime ponazarja klic mladega fanta k Bogu, ki izraža žalost ob odhodu na vojsko, a tudi upanje in tiho notranjo moč ljudi iz Benečije. In sedaj se bomo od petja preselili k instrumentalni glasbi. Prisluhnili bomo čarobnim zvokom diatonične harmonike Vande Cej, ki zase pravi, da je po srcu še vedno ogrinka. Harmoniko je začela igrati pri 52 letih in tudi prvo harmoniko je dobila pri teh letih. S tem dokazuje, da za začetek učenja ni nikoli prepozno. Ljubezen do harmonike nosi v sebi že od otroštva. Njen, kot pravi, najboljši mož na svetu je to vedel in jo pri igranju že od prvih začetkov zelo podpiral. Vanda mi je prišepnila, da brez podpore moža ne bi bila tako uspešna, saj na harmoniko najraje vadi, ko mož pomiva posodo. Za poučevanje pa je zelo hvaležna profesorju Zoranu Lupincu, kateremu še vedno zahaja, saj potrpežljiv učitelj in učitelj s srcem. Sicer pa zadnja 4 leta igra tudi v zamejstvu v Jamljah, v harmonikaškem orkestru Kremenjak, ki ga vodi gospod Egon Tavčar, kjer z veseljem muzicirajo približno enako stari muzikanti kot Vanda. Ostajamo v Benečiji. Vanda nam bo zaigrala še 2 pesmi iz Benečije, in sicer Rdeči cvet in Vince Beneško. Ja. Thank you.
zmagovalno listino za prvi nastop na naših rodoljubno-domoljubnih večerih. Glasbe nazaj k petju. Predstavil se nam bo ženski pevski zbor Večernica, ki deluje pri Društvu upokojencev Ajdovščina. Takole so zapisale o svojem delovanju. Ženski pevski zbor Večernica je svojo ustvarjalno pot pričela 1994 pod vodstvom Stanka Benka. Z njim so izvedle 180 nastopov do leta 2006, ko je taktirko prevzel zborovodja Miran Ruslja, ki ga vodi še danes. Z njim je v zboru zadev nov veter. Pevke so z veseljem sledile novim vajam in novemu programu, ki ga je zastavil zborovodja. Za zbor je uglasbil nove skladbe, ki jih z veseljem prepevajo po širši domovini. Veliko nastopov pa so pevke izvedle tudi po Evropi, Italiji, Avstriji, Srbiji, Hrvaški, Češki, Bosni, Makedoniji, Madžarski in Belgiji. So eden najboljših upokojenskih zborov v Sloveniji, kar so že večkrat dokazali z uvrstitvami na prva mesta na tekmovanjih. Zbor se je v zadnjih letih okrepil z novimi pevkami in v lanskem letu ponosno praznoval 30 let praznovanja. Danes nam bodo zapele. Zapojmo pesem in Mi smo pomlad. Nam veter dalja
in se veselimo sred pisanih trat. Aj mi smo pomlad. Ženski pevski zbor Večernica prejme zahvalno listino za drugi nastop na naših domoljubnih večerih. Opozorjen, vas objemamo vse. Ja, kako so kontrolno. Danes pripevamo o domu, domovini, ljubezni do svojega naroda. In tudi naše pevke, vokalne skupine, žene iz Dornberka nam bodo pripevale o domu. Takole so zapisale. Vokalna skupina žene iz Dornberka se je z veseljem, tokrat po dolgem času, odzvala vabilu za udeležbo na večeru rodoljubno-domoljubnih pesmi in napevov. In ker leta kar hitro teko, naj povemo, da bo skupina v naslednjem letu obeležila že 40-letno delovanje. Na prehojeni poti so se pevke trudile uresničevati želje po ohranitvi naše bogate kulturne dediščine. Številnimi nastopi so ponesle ime rodnega kraja širom Slovenije in tudi izven njenih meja. S kar nekaj treme so stopile tudi na veliki oder Slovenske filharmonije, kasneje tudi pred kamero in mikrofon. Predvsem pa so ponosne na izdajo Zgoščenke, s katero so uresničile željo iztrgati pozabi dolgoletno delo. Da, in še večje je bilo število pevskih vaj, a pevke to zmorejo, saj jim pesem daje moč, jih razveseljuje in pomeljuje ter utrjuje prijateljske vezi. Žal leta prinesejo take in drugačne spremembe, tako osip pevk, kakor tudi odhod pevovodkinje Anje Zemljarič, ki sta ji ljubezen in služba v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana odpeljali iz domačega okolja. Tako sedaj pevke na priložnostnih nastopih zapojo kar same. In nocoj nam bodo zapele Viharnik vrh gora in pesem Tam sem jaz doma. Izvolite. Kot viharnik vrh gora,
skupina Žena iz Dornberka za svoj nastop prejme zahvalno listino za 3. nastop na naših večerih. In še ena recitacija o domu. Pesem Tu sem doma. Tu sem doma, kjer nagelj sveti, kjer rožmanin piši, kjer lipa dehti, kjer jablana rodi. Tu sem doma, kjer Soča žubori, kjer Vipava valodi, kjer dež rosi, kjer burja hladi. Tu sem doma, kjer slovensko se govori, kjer pesem doni, kjer zvon zvoni, kjer prijateljstvo živi. Tu sem doma, kjer rod je moj, kjer rod je tvoj, kjer predniki naši bili na skupni sogasi. Pod pesem je podpisan Srečko Lisjak. Nastop pevskih zborov in skupin bo sedaj zaokrožil mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, ki se nam takole predstavljajo. Za mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba je letošnje leto jubilejno, saj praznujemo 80 let neprekinjenega delovanja zbora. Ob tej priložnosti smo v začetku oktobra pripravili slavnostni koncert ter razstavo o delovanju zbora. Vztrajnost pevk in pevcev, nešteta odpovedovanja, ljubezen do petja, pa tudi vztrajnost izjemnih zborovodk in zborovodij so zaznamovala vsa ta leta delovanja pevskega zbora. Konec leta 2015 je vodenje zbora prevzel Silvan Zavadlav, ki prihaja iz sosednjega Štangreža. S svojo ustvarjalno energijo in posebno zavzetostjo za zbor ter slovensko besedo nenehno išče pot naprej. Pretežni del pevskega programa zajema iz zakladnice slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, renesančno polifonijo, sakralni program, partizanske in domoljubne pesmi, pa tudi zborovske skladbe tujih avtorjev različnih obdobij. Z vsestranskim programom pesmi se zbor udeležuje revij, koncertov in nastopa na prireditvah v domačem kraju in okolici ter širom Slovenije in v zamejstvu. Gostoval je tudi že v tujini, nazadnje v Franciji v lanskem letu. Z izborom pesmi se zbor prilagaja različnim kulturnim, prazničnim, spominskim in družabnim prireditvam. Pevci in pevke želimo nadaljevati tradicijo zborovskega petja, ki nam je bila zaupana z željo peti iz srca, povezovati ljudi in ohranjati bogato pevsko tradicijo. Danes nam bodo zapeli Oblaki so rdeči in Punt. Izvolite. Oblaki so rdeči
zbor se je letos današnjega večera udeležil že 6. zaporedoma. Zato se mi rodi Zlati violinski ključ. Kar po stopnicah, ja. Nocojšnji poklon ljubezni do svojega naroda, domovine in doma bo izkazal tudi mlad glasbenik na diatonični harmoniki Tinaj Marc Baša. Takole se predstavlja. Tako kot vedno več mladih se tudi komaj 14-letni Tinaj Marc Baša intenzivno posveča igranju na diatonično harmoniko. Pričetki igranja pri profesorju Zoranu Lupincu segajo sicer komaj v leto 2020, a je v tem času dosegel že mnogo odličnih uvrstitev. V letu 2022 je sodeloval na mednarodnem glasbenem tekmovanju Panoni akordion v Murski Soboti in dosegel srebrno priznanje. Leta 2023 je na 25. mednarodnem festivalu Diaton 2023 v kraju Jamjano v Italiji osvojil prvo mesto. V letu 2024 pa je na tekmovanju Zlata harmonika 2024 na Bledu dosegel bronasto priznanje. In na 18. mednarodnem srečanju harmonikarjev 2024 v Murski Soboti je osvojil srebrno priznanje. Čestitamo! S svojim predanim odnosom do glasbe in doseženih odličnih rezultatih je prepričal tudi člane Lions kluba Bogerstvo, ki mu je leta 2023 podelil enoletno štipendijo. Gotovo ni potrebno posebej poudarjati, da je prejeta sredstva porabil za nakup nove harmonike. Poleg navedenega, Tinaj Marc Baša sodeluje tudi na različnih prireditvah, tako v občini Nova Gorica, občini Renče Vogrsko, kot na Krasu in v različnih obmejnih krajih na italijanski strani meje, na primer Jamjah, Praproti. V letošnjem letu je z igranjem frajtonarce, kot ji ljubkovalno tudi rečemo, popestril poletni tabor otrok iz cerkniške občine v Rakovem Škocjanu. V zadnjih 3 letih pa igra tudi na pozavno v šolskem pihalnem orkestru Vogrsko. Danes nam bo zaigral Na Golici, Šumijo gozdovi domači in v dolini tihi. Izvoli!
dobi zlato listino, ampak čez 5 let bomo rekli za 5. nastop zahvalna listina, ne? Vse pripravljamo naše večere. In takole smo skozi petje in glasbo prispeli do zadnje točke nocojšnjega druženja. Trio Veteran bo večer rodoljubno domoljubnih pesmi zaključil tako, kot je sedaj postalo že kar tradicionalno. Svečano pesmijo Goriški veterani. Besedilo je napisal Srečko Lisjak, glasbeno priredbo smo ustvarili v triu Veteran,
Priredbo za diatonično harmoniko pa je napisal Kinajev mentor, profesor Zoran Lupins. Tako me na kitarah ne boste spremljala samo Dušan Bremec in Robert Pršolja, ampak tudi na diatonični harmoniki Tinaj Marc Paša. Bravo. Kdo se zna, ne? Veterani, pojte zraven. Leva, desna, leva, desna, Društvo bo tudi podelilo trio veteran eno priznanje. Kakor sem zvedla, je to za 4. nastop na teh večerih in trio prejme bronasti violinski ključ. Treba pa novih, zato ker on ustvarja prav pri sebi osebni muzej vseh predmetov in člankov in pesmi našega trija. Tako da naj ima kar on, da bo tam lepo spravljeno in včasih boste prišli pogledati. Svečano pesmi goriških veteranov smo torej zaključili večer rodoljubno domoljubnih pesmi. Dovolite mi, da se v imenu organizatorjev iskreno zahvalim prav vsem, ki ste s pesmijo in glasbo obogatili našo prireditev. Kulturno popotovanje med slovenskimi pesmimi sem povezovala Vladka Galjaneš, ki vam še naprej želim prijeten večer.